V tokratnem podcastu o bolečinah hrbtenice, zakaj se pojavljajo, koliko ljudi pravzaprav trpi zaradi te nevšečnosti in kaj lahko zanje naredi stroka in kaj lahko naredijo sami. Danes je z nami specialist za kirurgijo hrbtenice, dr. Miha Vodičar, z vami sem Srdžan Cvitovič. Doktor Vodičar, zakaj pravzaprav nastajajo bolečine hrbtenice? Dober dan najprej. Iz zelo različnih načinov. In zdaj v globalu, če tako pogledamo, imamo dva glavna vzroka za nastanek bolečine v hrbtenici. Zdaj zelo pogosto se govori samo o bolečini v križu, ampak bolečine v hrbtenici niso samo v spodnjem delu hrbtenice, so tudi višje gor, vse do vratu in do glave. Torej prvi tak večji vzrok so mehanske bolečine. Za te rečemo, da dejansko pridejo iz neposrednih struktur hrbtenice, se pravi anatomsko gledano iz medvretenčnih ploščic, iz teles vretenc, se pravi sklepov na medvretenci, iz sklepnih ovojnic. Zdaj, tista druga velika skupina so pa funkcionalne bolečine. Te bolečine pa ne pridajo iz neposrednih anatomskih struktur hrbtenice, ampak pridajo iz vsega tega, kar je okrog teh struktur. Se pravi iz mišic, mišičnih narastišč, fascij in v bistvu vseh teh senzoričnih organov, ki so tam notri in so relativno slabo raziskani. Koliko tega je prirojeno, koliko tega je pa morda posledica nečesar, kar ljudje ne bi delali pravilno? Prirojenega je relativno malo. Bile so delane genetske študije, zelo zanimive študije, recimo na enojajčnih dvojčkih. Te v bistvu govorijo za to, da razvoj, se pravi neke obrabe hrbtenice tekom let, je zelo odvisen od genetike. Po drugi strani je pa tako, da teh deformacij hrbtenice, ki pa so že prirojene, temu rečemo v medicini kongenitalne, te so pa izjemno redke. In običajno se pojavljajo bolj v sklopu tudi kakšnih drugih sindromskih bolezni, genetskih napak, mutacij in teh je pa zelo malo. Tako da zdaj tisto, kar je, bom rekel, ne samo na hrbtenici, ampak nasploh v ortopediji zelo zanimivo, je to, da mi ne moremo jasno povezati tega, kaj vidimo na sliki, pa tega, kaj človek občuti. Se pravi, mi imamo lahko pacienta, ki ima čisto normalno sliko, pa ima hude bolečine, lahko imamo pa pacienta, ki ima sliko tako, da se po domače rečeno kar za glavo primemo, pa praktično nima težav. In odkot potem bolečina? Skratka, ni korelacije med, bomo rekli, mehanskimi odstopanji in bolečino. Tako je. In zato se mi včasih malo hecamo, da še nekaj časa nas ne bodo mogli roboti nadomestiti. Ker ne bodo znali interpretirati. Tako, ker zdaj ortoped je pa tisti, ali pa se ne zdaj samo ortoped, bi rekel strokovnjak, s tem se ukvarja tudi celo vrsto drugih strokovnjakov, je pa tisti, ki mora znati na tistem, kar vidi na sliki, poiskati tisto, kar pacientu dejansko dela težave. To je včasih zelo težko. To je tisto, kar pravijo, da medicina ni samo znanost, ampak tudi kanček umetnosti. Res je. Tako da imamo razne metode, s katerimi to ugotavljamo. Od, bi rekel, manj invazivnih do zelo invazivnih. Ampak v splošnem je pa zadeva tako, da pri enem relativno velikem odstotku ljudi v bistvu ne moramo čisto dobro definirati, kaj je vzrok nastanka njihovih bolečin. To izvira ravno iz tega, kar sem prej razlagal, da pravzaprav te funkcionalne bolečine so relativno slabo raziskane. Vzdolž celega skeleta, sploh vzdolž mišičnih fascij, je dejansko cel kup enih, bi rekel, senzorjev, ki možganom sporočajo, kaj se s skeletom dogaja.
In te senzorične poti, ne, to, kako v bistvu naše telo dojema naše gibanje, ne, zaznavanje našega telesa v prostoru, ne, temu strokovno rečemo propriocepcija pa kinestezija, ne, tle smo še zelo šibki. In zdaj seveda znanost to pot nekako vali naprej, ne, vedno več je znanega, ampak še vedno pa imamo en kar velik odstotek recimo ljudi s težavami, pri katerih dejansko nismo sposobni objektivizirati, od kje njihove težave pridejo. Pa, kakor sem razumel, očitno enak mehanski vpliv različno obrabo povzroča pri različnih ljudeh, pa upam bi se reči tudi, da ljudje različno doživljajo, sprejemajo, percipirajo bolečino. To absolutno. Bolečina je, se pravi, povsem subjektivna stvar, ne. Tako da tudi v bistvu mi ne moremo reči, ne, zdaj pa bomo mi, ne vem, dam za primer, bomo vzeli mi eno igelco in bomo nekoga špiknili, ne, in zdaj mi znamo, načeloma znanost zna zmeriti, ne, da ga špiknemo točno na isto točko z točno isto, recimo, s točno istim učinkom, ne, pod istim kotom, z istim pritiskom, ne, in dva človeka to ne bosta enako dojemala. Ne. Pravzaprav sploh nimamo merne lestvice za bolečino. Neka subjektivna ocena tako, je. Ne? Merno lestvico imamo, ampak je ta subjektivna. Ja. Ne. Tako da, ker je moja petka, ni vaša petka od 10. Ne? Točno to. Ja. In zdaj tudi to, koliko recimo bolečina nekoga moti, omejuje, ne, eni z bolečino živijo brez težav, ne, dokler to res ni tako, da se morajo zaradi tega v posla vleči, ne. Nekateri pa imajo relativno malo težav, pa s tem nikakor ne morejo živeti, ne. Tako da, veliko je tudi, ne, v obravnavi hrbtenice se veliko poudarka daje tudi v bistvu na tej celostni obravnavi, ne, se pravi, psihološki podpori, temu, se pravi, da se ljudje naučijo živeti z neko hibo, ki jo imajo. To je včasih zelo težko, ne? To je pač nek mentalno težek proces in daleč od tega, da bi se s tem kirurgi ukvarjali, ne? Ampak imamo pa druge strokovnjake, ki se s tem zelo poglobljeno ukvarjajo, ne? Zdaj, kakšna je dostopnost tega, je seveda drugo vprašanje, ampak to je cel del neke te zgodbe, ne? Ki jasno ni samo kirurgija, ne? Je precej bolj kompleksno. No? Do tega bomo še prišla nazaj, ne, da ste vi v bistvu samo ena verigca v dolgi verigi. Ljudje težko sprejemamo omejitve, zakaj se to dogaja samo nam, ne? Tle verjetno kirurgi res ne morete kaj dosti narediti, ampak preden pridemo do tega, ali imamo kakšne ocene, koliko ljudi pravzaprav trpi zaradi bolečin hrbtenice? Koliko je to razširjeno? Ja, ocene so seveda. Zdaj čistko za eno tako dejstvo, ne? Bolečina v hrbtenici je prvi vzrok za bolniške staleže. Ne? Najpogostejši, mislite? Najpogostejši vzrok za bolniške staleže in tudi največ bolniških staležev se izplača s tem razlogom. Ne? Zdaj nekako je tako, da če gledamo te populacijske študije, nekje približno 92% ljudi bo imel vsaj enkrat v življenju neko pomembno bolečino v hrbtenici. Od teh 92% ljudi bomo temu rekli, da so imeli akutno bolečino in bo v 3 mesecih izzvenela. In potem večina njih ne bo več imela težav. Ne. Nekje, ali pa po dolgem času, morda spet tako. Ne. Zdaj nekje 10% populacije dejansko pa razvije neko kronično bolečino. Ne. In to je tisto, kar je potem problem. Ne. Ker zdaj, ne, če rečemo, da imamo v Sloveniji 2 milijona ljudi, ne, 10% tega ni tako zelo malo. In zdaj, če vemo, da se te kronične bolečine običajno začnejo že v, se pravi, zgodnejših življenjskih obdobjih, ne? Pri nekaterih že v najstniški dobi, ne? Pri večini pa v tej najbolj aktivni dobi, ne? Potem seveda vemo, da je to velik javnozdravstveni problem. Ne?
Premalo govori se o tem. Govorimo o infarktu, govorimo o žilnih težavah, govorimo o respiratornih, o tem. Hrbteničnih bolnikov se ne sliši veliko. Ne sliši se. Trpijo v tišini. To težko rečem, ampak nasploh se mi zdi, da se prav te veje medicine, kjer ne pride do nekega res, bi rekel, tega groznega, akutnega stanja. Se pravi, recimo, če govorimo o srcu, pride do akutnega srčnega zastoja, ta povzroči takoj smrt, lahko. To je zelo dramatično. Nima dobrega marketinga. Tako, to je zelo dramatično in to je nekaj, na kar ljudi prestraši. Jasno, to je tako, kot se ljudje bojijo ugriza morskega psa. Zdaj, če gledamo statistike, je ugrizov morskega psa izjemno malo. To je pa neka zgodba, kjer ljudje trpijo, imajo zelo veliko težav, populacija ima s tem ogromno težav, ampak jasno, zaradi bolečine v hrbtenici skoraj nihče ne umre. Zdaj, razen, če imajo neke metastaze, tumore. Kar je spet povezano s nekim komplementarnim stanjem. Seveda, ampak hvala Bogu zelo redko. Tako da, skozi celo zgodovino razvoja ortopedije, mi smo lani praznovali 100-letnico te, bi rekel, zdaj moderne ortopedije na Slovenskem in skozi celo zgodovino v bistvu se pojavlja ta, rekel temu, deficit neke oskrbe, zato ker nobena stvar v ortopediji ali pa zelo redke stvari v ortopediji ali pa nasplošno pri težavah s skeletom so zelo dramatične in nujne, da se bo nekaj pa zdaj dramatično groznega takoj zgodilo. In vse to se da malo odložiti. In zdaj stvari, ki jih lahko malo odložiš, se mi zdi, da nekako v tej podzavesti ljudi potem nimajo tega rdečega znakca, v smislu, zdaj tle pa moramo nekaj na hiter narediti. Tako da pol se pa seveda sredstva premestijo nekam drugam in te naši pacienti, te ljudje z temi kroničnimi težavami ostanejo potem brez tistega, kar bi za njih bilo pomembno. To je en velik del tega, kar nas v resnici zelo moti. Pa ne vem, če se znamo zelo dobro s tem spodbosti. Ravno to me zanima. Povedali ste nam, da nam statistika pravi, da se bo malo kdo izmed nas izognil temu, da ga vsaj enkrat ne zategne. Iz tega izvirata dve logični vprašanji. Kaj delamo narobe mi, da do teh akutnih stanj sploh pride, oziroma kaj bi morali narediti, kaj bi se morali zavedati, kakšna bi bila recimo preventiva, da to verjetno popolnoma izključiti možnosti ne moremo, ampak da vsaj verjetnost bistveno zmanjšamo. Zdaj, tako, jaz bom govoril mogoče o tem bolj z kirurškega vidika, se pravi bolj iz neke anatomije, biomehanike. Drža je ta, kar je naša napačna. Drža je tudi en problem, sigurno. Ampak dejansko tisto, kar v celem skeletu, ne samo v hrbtenici, zagotavlja gibanje, je v bistvu hrustanc. In zdaj, če vemo, da hrustanci so najbolj neprekrvavljena tkiva v človeškem telesu, potem iz tega jasno lahko sklepamo, da dlje kot jih uporabljamo, več bomo z njimi imeli težav, ker se ne morejo obnavljati. Moje koleno to prekleto dobro ve. In zdaj na hrbtenici, recimo, če gledamo mi medvretenčno ploščico in če vzamemo, recimo, da največja medvretenčna ploščica v človeškem telesu je ali med 4. in 5. ali pa med 5. in 2. vretencem in križnico, to je pravzaprav največja neprekrvavljena struktura človeškega telesa. Bi lahko rekli, da je to malo nepopolnost našega telesa. To je narava ni dovolj dobro poskrbela, da do tega ne bi prišlo. Evolucija tega je malo zastala tle. Ampak to na ta račun, da mi te medvretenčne ploščice imamo, smo razvili pokončno držo in smo si dejansko lahko, kot človeška rasa, razvili zaradi tega toliko večje možgane, da lahko z njimi dejansko operiramo boljš kot ostale vrste, ki so prisotne na tej naši zemlji. Tako da, tako kot vedno v življenju, nič ni črno pa belo, nič ni plus pa minus, ampak z nečim nekaj pridobiš, pa nekaj drugega zgubiš. In zdaj v smislu tega, jasno, problem velik, ki se pojavlja v tej moderni družbi, je sedenje.
problem velik, ki se pojavlja zdaj sploh z razvojem v bistvu te moderne tehnologije, je drža glave navspred in to biomehansko v bistvu hrbtenica zelo obremenjuje. Ne? In to so, bi rekel, te pomembne bi rekel, prilagoditve modernega človeka, zaradi katerih je v resnici teh težav z bolečinami v hrbtu, v hrbtenici vedno več. Ali bi se potem lahko drznili sklepati, da sodobni življenjski slog ni ravno prijazen do naših hrbtenic, oziroma da se je prej, saj z vidika hrbtenice, bolj zdravo živelo? Mislim, ne da bi si drznili sklepati, to je praktično aksiom. Ja, je pa tako, da seveda tudi v preteklosti, ko so, bi rekel, ljudje bili še lovci, nabiralci in so večino svojega življenja preživeli na nogah in v gibanju, tudi takrat so težave s hrbtenico obstajale. Ne moramo trditi, da niso. Ampak ja, to je, se pravi, posledica neke, bi rekel, evolucijske, na eni strani pridobitve, na drugi strani pa motnje tega, da v bistvu operiramo s tkivi, ki so pač slabo prekrvljena in zaradi tega pač povzročajo toliko več težav. Tako da tle je kar, zdaj mogoče, če naslovim to drugo vprašanje, kako se tega rešiti. Metod, kako se tega rešiti, je nešteto. Poznamo... Bi rekel, nekaj lahko naredimo sami, nekaj lahko naredi stroka. Absolutno. Največ lahko naredimo sami, ker prva stvar je vedno preventiva. In zdaj, če želimo preventivno delovati, to sigurno pomeni, da se moramo izogibati dolgotrajnemu sedenju. Kar je pa v današnjem času, z današnjim tripom življenja. Res je, ja. Zdaj, zgodile so se recimo v tem smislu dobre ergonomske prilagoditve, ne vem, tipa dvižne mize, se pravi, ljudje ne samo, da samo sedijo, si zdaj lahko mizo dvignejo, delajo tudi stoje. Koliko delodajalcev to v resnici uporablja na delovnih mestih? So taki, vedno več se mi zdi. Tako, recimo jaz, ko vidim paciente, pa jih vprašam, imate dvižno mizo, pa rečejo ne, ampak delodajalec bo verjetno za to. Zdaj, delovno aktivnih ljudi je vedno manj, in mislim, da delodajalcem bo vedno bolj interes, da tisti, ki so delovno aktivni, da so bolj zdravi, da imajo čim manj izpada, čim manj bolniških. Tako da to je nedvomno, to bodo neke investicije, ki bodo v prihodnosti morda postale kar normalnost. Kako bi pa zdravstvena blagajna lahko morda kaj več naredila? Ker za bolniške se vedno najde denar, za preventivo pa težje. Moralo bi pa biti ravno nasprotno. Mislim, to je kar problem. Se mi zdi tudi, da z vidika neke cone ugodja, je veliko lažje splačati bolniško, kot pa narediti nek preventivni program. Nekaj let nazaj... Se nočem delati krivice, imamo mi kar nekaj dobrih preventivnih programov v Sloveniji, ampak morda ravno na tem področju se mi zdi, da... Bil je v bistvu, to mislim, da zdaj že 10 let nazaj se v bistvu ustanavljal en tak preventivni program, pa je pol nekako zamrl. Ampak nastavki so bili takrat zelo dobri. Morda spet ravno zaradi tega, ker ni to tako merljivo, objektivno. Morda. Vzrokov ne poznam. Ampak takrat nastavki so bili zelo dobri in to v zelo širokem sodelovanju. Tako bi rekel, takrat se je temu še rekli NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje, potem fizioterapeuti, kineziologi, kirurgi, se pravi fiziatri, tako delovni terapeuti. Bilo je res, bi rekel, široko zastavljeno. Ampak potem nekako ustavilo se je tam, kjer bi morali pilotsko začeti testirati tisti program. To pa so verjetno, je to povezano z logistiko, z kadrovskimi kapacitetami, prostorskimi kapacitetami. Pa zagotovo ne pomaga, da je ravno ortopedija ena izmed tistih vej, ki je na žalost v javnem zdravstvu med najtežje dostopnimi, kar je spet nekaj, kar bi se zdravstveni sistem moral malo... A veste, jaz na to tako gledam. Zdravstveni sistem naš pač se je z leti nekako razvijal. In v zadnjih dajmo reči 20 ali pa 30 letih relativno zelo stagnira. Zdaj, jasno, nam se je populacija v tem času drastično postarala,
In jasno je, da ljudje pač imajo vedno več težav, se pravi, s temi degenerativnimi obolenji, torej po domače povedano z obrabami. Tle ne gre samo za ortopedijo, gre tudi recimo za oči, za mrežnice, za leče, za pač druge te obrabne procese. Kapacitete, ki pa zdaj obstajajo, so pa še vedno enake, kot so bile 20 ali pa 30 let nazaj. Slišimo recimo ravno te dni, ogromna težava je izjemno pomanjkanje družinskih zdravnikov, ampak zdravnikov manjka tudi marsikje drugje. Ali vas je ortopedov tudi premalo? Jaz ne bi rekel, da nas je ortopedov premalo. Jaz bi rekel prej, da imamo premalo prostorskih in kadrovskih kapacitet. Ne govorimo o zdravnikih, ampak mi recimo konkretno pri nas na ortopedski kliniki delamo v 4 operacijskih dvoranah. Mi smo leta 2019 imeli eno revizijo našega poslovanja, ki je naročilo Ministrstvo za zdravje strani enega velikega revizijskega podjetja. In oni so takrat v bistvu ugotovili, da če bi mi hoteli v tistih razmerah iz leta 2019 imeti stabilne čakalne vrste, bi morali imeti vsaj 6 operacijskih. Potem se je vmes zgodil še COVID, kjer smo bili ker je vse potisnilo. Tako, kjer smo bili 2 leti praktično zaprti, in tam so čakalne dobe poskočile krat 2. In zdaj, verjetno, če bi to isto metodologijo uvedli na zdajšnje številke, bi verjetno rabili vsaj 8 operacijskih dvoran. Imamo pa 4. In zdaj mi točno vemo, koliko smo v teh 4 operacijskih dvoranah sposobni narediti, ker tudi vemo, koliko imamo postelj na oddelku, koliko ljudi lahko pride. Tako da... Skratka, vi verjamete, da če bi imeli s čem delati, da bi obstoječo kadrovsko zasedbo lahko storili dosti več? Seveda, ja. Ampak vrnimo se mi na hrbtenico. Pogovarjala so se o tem, kaj ljudje lahko sami naredijo. Potem bova pa prišla do tega, kaj jim pa vi lahko strokovno, medicinsko pri tem pomagate. Ja. Zdaj, to, kar lahko v prvi meri sami naredijo, so prvič te ergonomske prilagoditve, se pravi razbremenitev sedenja, potem vadba med posameznimi odseki sedenja. Torej, skratka, vsaj malo na 2 uri, malo razmigati. Na 2 uri mogoče že kar premalo. Ja. Tam recimo mi priporočamo na pol ure, bi mogel človek ostati pa se malo razgibati. Pa zadošča sprehod, ali se malo raztegati? Tudi samo to. Že vsaka malenkost šteje. Glavno je, pri vsem skupaj je glavno to, da mišice do neke mere razbremenimo in jih prekrvavimo. Zdaj, to, da dovedemo... Če si mi nastavimo gledalo, koliko nas pa to pravzaprav naredi, zelo malo. Zelo malo. To, da dovedemo mi, se pravi, nek svež kisik, kri, energijo, hrano v mišice, pomaga mišicam, da ne pride do njihovega zakrčenja. Zdaj, to je v bistvu najpogostejši vzrok teh, bi rekel, funkcionalnih bolečin. Neustrezna prekrvavitev, neustrezna razgibanost. Neustrezna razgibanost, ja. In pač potem ostali vzroki so, se pravi, temu sledijo. Ja. In tisto, kar recimo je vsaj v znanosti, pa glede na to, kaj je v zadnjem času, kakšne objave so bile, se v bistvu zelo priporoča ta tako imenovana ekscentrična vadba. Ekscentrična vadba v bistvu pomeni to, da mi mišico uporabljamo, se pravi, mišica opravlja neko delo, s tem se bo mišica dobro prekrvavila, dobila bo kisik, dobila bo hrano, hkrati se pa s tem mišična vlakna tudi raztezajo. In zdaj, ker smo vsi a priori v nekih, bi rekel, nenaravnih in prisilnih položajih, se naša mišična vlakna v bistvu zaradi tega krajšajo. In zdaj, če mi hočemo biti zdravi in brez bolečin, moramo mi ta naša mišična vlakna raztezati in to je, včasih smo, jaz se spomnim v osnovni šoli, pa verjetno smo vsi tako delali, smo delali v bistvu ta statični stretching. Zdaj, v bistvu znanost je dokazala, da ta ima relativno zelo kratkotrajni učinek. Medtem ko aktivna uporaba mišice in ob tem razteg, kar pa je v bistvu ta ekscentrična vadba, pa je
pa ima pravzaprav dolgotrajnejši učinek na mišične lastnosti. Mišica ima zelo eno zanimivo biomehansko lastnost, ne, in to je, da temu strokovno rečemo viskoelastičnost. Ne. To je skratka, če mi na eno mišico recimo damo gor utež, ne, se bo mišica začela raztegovati, ne, in tlak v mišici se bo zelo povečal. Ampak s časom, ko se ta mišica razteguje, bo tlak začel padati. In to pomeni, da mi v bistvu lahko dosežemo razteg mišice pri nekem nizkem tlaku, kar pravzaprav pomeni, ne, tako, če to prevedemo v neko realno življenje, imamo mi lahko fit mišico, ki ne boli. Ne. In to je ideja. Ne. In tu potem recimo še pridejo v zgodbo fizioterapeuti, kineziologi, ki recimo te zadeve. Ja. Lahko še kaj mi naredimo? Ja, mi v bistvu lahko veliko se gibamo in gibanje je tisto, kar pravzaprav omogoča hrustancem, da pridejo do tiste hrane, ki jo rabijo. Ne. Skratka, hrustanci, tako medvretenčne ploščice kot drugi hrustanci na hrbtenici, na skeletu, imajo v bistvu to lastnost, ker so neprekrvavljeni, oni pravzaprav dobivajo hranila iz teh žil, ki se nahajajo ob njih. In zdaj to gibanje, prvič povzroča to, da se pravi pospeši pretok krvi po telesu. Zdaj, ko se malo zadihamo, se potem boljše izmenjujejo plini, več kisika dobivamo. In hkrati tisti deli telesa, ki se gibajo bolj, ima telo kar zanimivo to naštimano tako, da tja preusmeri več krvi. In s tem v bistvu mi hrustancu zagotavljamo to, da dobiva več hrane, več kisika, celice hrustanca zaradi tega lahko funkcionirajo, imajo nek relativno aerobni metabolizem, in zaradi tega ne propadajo, kar pomeni, da se staramo počasneje. To je nekaj, kar je morda vsem splošno znano, ampak pa malo prevečkrat pozabimo, da to lahko tudi naredimo. Ja, mislim, se pozabimo, mogoče ne, o tem se mi zdi veliko ljudi razmišlja. Pa najdemo opravičila, druge naloge. Tako, težko je pol to narediti, ja. Tako da, jaz mislim, en tak zelo velik korak pri tej preventivi je to, da v svojo dnevno rutino skušamo vkomponirati neko športno aktivnost. V idealnem svetu. V idealnem svetu. Ampak tudi najdejavnejši športniki in rekreativci niso imuni na te bolečine, kaj šele mi, ki ne naredimo dovolj zase. In tako so vrste pred vašimi čakalnicami, ljudje rabijo vašo pomoč. Kaj vi lahko naredite, ko pride nekdo, zdaj že kronično recimo, bolečino? Ja. Kaj pa lahko naredite pri akutni? Ja, zdaj tle ortopedi kot kirurgi bi rekel zelo mehansko gledamo na stvari, včasih mogoče še malo preveč. Tisto, kar mi naredimo, je to, da se pravi nekim usmerjenim pogovorom in kliničnim pregledom lahko zelo pogosto že zelo dobro lociramo, od kje izvira problem, pa kaj bi ta problem lahko bil. Potem imamo na voljo, bi rekel, en cel tak skupek teh diagnostičnih preiskav, s katerimi pravzaprav lahko zelo dobro ugotovimo, kako nekaj izgleda. Ampak jasno, mi moramo zdaj pa biti izurjeni v tem, da pa znamo tisto, kar vidimo na sliki, korelirati s tem, kar pacientu povzroča težave. In tam ni ena na ena, kot so rekla. Tako, tam so stvari zelo relativne in moraš biti... Dve popolnoma enaki sliki pri dveh različnih ljudeh lahko imata povsem različne učinke, posledice. Tako, tam moraš biti zelo v bistvu natančen, zelo moraš imeti veliko izkušenj, zato da znaš eno in drugo povezati. In to je, bi rekel, bistveni del naše specializacije. Potem, vkolikor ne uspemo z, bi rekel, to slikovno diagnostiko točno locirati, od kje izvira problem, potem imamo možnost v bistvu tudi za bolj invazivnimi metodami preverjati, ali neka stvar dejansko povzroča bolečino ali ne. To so, temu rečemo po domači, tako imenovane diagnostične blokade. Skratka, mi gremo
potem ponavadi z neko igelco na tisto točko, kjer mislimo, da izvira bolečina, in obrizgamo not protibolečinska zdravila, ne, in če se nam tam bolečina zelo dobro umiri, potem smo mi lahko sigurni, da je tam žarišče. Ne. Pol imamo pa spet cel, bi rekel, nek nabor različnih zdravljenj, ne. Ko mi enkrat vemo, kje je žarišče, imamo cel nabor nekih različnih zdravljenj, ne, kako potem tem ljudem pomagati. Ne. In zdaj, hvala Bogu, je tako, da večino, to, kar smo rekli, ne, teh akutnih bolečin se umiri v roku 2 do 3 mesecev, in v bistvu z izjemo tega, da ljudi spodbujamo, da delujejo preventivno, ne, da se naučijo pravilnih vaj, da so športno aktivni, ne rabimo kaj dosti več kot to narediti. Ne. Ampak tako, v osnovi, ne, pri težavah s hrbtenico, bi rekel, kar se zdravljenja tiče, imamo neke 3 velike sekcije. Ja. Ne. In zdaj pač en ta pristop je tako imenovan konzervativni, ne. Ta se stoji iz vseh teh metod najraznejših, ki skušajo pač brez neke invazive, ne, brez operacije, brez špikanja, spraviti telo nazaj v neko normalno stanje. Ne. Od fizioterapij do vadb, do potem raznih drugih terapij, ne, manualna terapija je zelo pogosta. To je pravzaprav deležba posameznika največja, gre samo za usmerjanje, kako razumem. Ne? Tako, ja. In tako kot pravi en moj kolega fizioterapeut, ne, brez švica se nihče ne bo pozdravil. Tako da ljudje, ki mislijo, da fizioterapija pomeni, da se ti nekam uležeš in te zmasira, pa je takoj vsega konec. In bodo drugi poskrbeli za tebe, to je zmotno dejanje. Ja. Tako, a ne. Tako, kot smo prej govorili veliko o tem, ne, mišice je treba spraviti v pogon, če hočeš, da mišice normalno funkcionirajo. Če so pri miru, zakrknejo in nimamo nič od njih razen bolečine. Ne. Skratka, potem lahko bi celo rekel, da je bolečina neke vrste alarm, da je treba z njimi kaj narediti. Bolečina je simptom. Ne? Ja, tako. Potem drug ta sklop zdravljenj, ne, so, bi rekel, ta minimalno invazivna zdravljenja. Ne? Prej sva govorila o diagnostičnih blokadah, ne? Potem obstajajo tudi terapevtske blokade, ne? S katerimi pravzaprav ljudem pomagamo, bi rekel, do neke točke, ko bolečina popusti, ne, blokade lahko večkrat ponavljamo. Seveda mi si zelo želimo, da če delamo te blokade, potem ljudje hkrati upoštevajo tudi tisto prvo skupino zdravljenja, a ne, ker če mi samo kronično dovajamo neka zdravila v telo, ne bo zaradi tega pozdravljen vzrok, a ne, mi s tem samo blažimo simptom. Ne. V sklopu tega se je razvilo tudi, ne, se razvijo cel kup nekih različnih zdravljenj, ne, teh minimalno invazivnih, ki jih praktično narediš ali skozi en kateterček ali skozi igelco, skratka ne rabiš ne rabiš na veliko odpreti kožnega pokrova mišic, preparirati, ne, in tako, ampak se pač to naredi z nekim sikovnim, ali zdaj pod rentgenom, pod CT-jem, ne, tako. Ne, zdaj pol tretji sklop tega so pa operacije. Ne. Zdaj pri operacijah je pa spet so možnosti od zelo majhnih posegov, ne, ki praktično ljudem omogočajo, da so isti dan pokonci in samostojni, do nekih enormnih posegov, ki potem zahtevajo res dolgotrajna zdravljenja. Ne. To pa spet zavisi. Te imate najmanj rad, verjetno, ne? Ja, so pa največji izziv, ne. Zagotovo. Ja, tako da tisto, kar se, tako bi rekel, niga kirurga, ki bi začel tam na oni strani pri teh velikih operacijah. Če hočeš začeti delati tisto, moraš prej narediti pikice. Tako. Ne, zelo stopensko. Pa imamo kakšno oceno, kakšni so deleži teh, ki jih uspešno obravnavate s konzervativno, koliko je pa tistih, ki jih obravnavate, recimo temu minimalistično, in koliko jih obravnavate, recimo temu tretjemu stebru operativno. Ja. Imamo. Zdaj operativno obravnavamo, tako, če gledamo, koliko pacientov pride k nam v ambulante in koliko jih konča na operacijski mizi,
je nekje, se pravi, 5 do 10%. Se pravi, bi rekel, zdaj ta minimalno invazivna zdravljenja ponudimo ponavadi nekje, bi rekel, okrog 20%. Dobro, polovico oziroma še več. 70% ali več jih je pa primernih za konzervativno zdravljenje. Tako da operacij od tega, kar mi ljudi vidimo, dejansko operacijo relativno zelo malo ljudi potrebuje. Operacije so, bom rekel, najbolj mehanske, ampak je tudi na tem področju verjetno v zadnjih desetletjih bilo narejeno veliko napredka. Nekaj, kar je marsikatera metoda, ki jo danes poznamo, verjetno pred 20 leti ni obstajala. Kako te nove metode pridejo v Slovenijo? Ja. Kje so te viri znanja? Kje se naučimo? Ja, kje se naučite? Razvoj tega je kar zanimiv. Seveda, kot povsod druge, ponavadi obstajajo neki inovatorji, ki potem to, zdaj konkretno v ortopedski kirurgiji je zelo veliko nekih implantatov, ne samo na hrbtenici, tudi v, bi rekel, vseh ostalih segmentih ortopedije. In ljudje radi verjamejo, da bo medicina imela vsako rešitev, en implantat, ena operacija, rešitev večna. Dejansko, ni tako, ne? Ja, zdaj bi rekel, za veliko ljudi celo je, ampak za veliko ljudi pa ni. Tako, zdaj, če se pogovarja, mogoče, če greva zdaj čist na začetek, ko sva se začeli pogovarjati o tem, kakšni so vzroki za bolečine, kirurgija lahko zdravi mehanske vzroke, ne more pa zdraviti funkcionalnih vzrokov. In zdaj, če imate vi, bi rekel, nekaj, ki vam na nek živc pritiska, če imate vi nek tumor, če imate vi neko nestabilnost vretenca, če so sklepi omajani, če so sklepi izrabljeni, če je disk poseden, to so stvari, ki jih kirurgija zna popraviti. Zdaj, tendenca kirurgije nekako v zadnjih letih hoče iti v to, da je čim manj invazivna in omogoča pacientom čim hitrejšo vrnitev v aktivno življenje. Jaz se spomnim pred 40 leti zelo mnoge, osteosinteza, 6 tednov malca, zdaj pa če osteosinteza, kaj 4. dan že ženete ljudi, da hodijo. Absolutno, ja. Polna sprememba, diametralna. Ja. Recimo, če jaz gledam iz to, kar so meni, recimo kolegi, ki so se nedavno upokojili, razlagali, ko so oni bili mladi, za operacijo hernije diska so ljudje po operaciji 2 tedna ležali. Danes grejo 4 ure po operaciji, po konci in so isti dan samostojni. Jasno se je tudi invazivnost operacij zmanjšala. Kirurške tehnike so napredovale, veliko boljši smo v tem, kako lažje pristopiti. Tako, nadziramo krvavitve. Ampak ja, mogoče, če se vrnem na to vaše prvo vprašanje, od kje mi zvemo za te nove zgodbe. Ja, večinoma, zdaj tako bi rekel, v tem modernem svetu obstajata 2 platformi. Ena platforma so kongresi. Na kongresih v bistvu se predstavlja v bistvu te nove metode, predstavlja se v bistvu potem tudi znanost, ki ob tem nastaja, se pravi, vedno, ko neko metodo sprobavamo, moramo tudi kontrolirati, ali smo z njo uspešni ali ne. Zdaj, druga platforma je pa internet. Tako kot strokovni članki, strokovne revije. Eno je to, drugo je pa to, da so se razvila tudi, bi rekel, neka družabna omrežja kirurška, kjer pa v bistvu interesne skupine. Ja, kirurgi v bistvu objavljajo ali pa objavljamo svoje filmčke. To je zdaj zelo lahko posnet. Je to javno dostopno? Ne, seveda ne. Tam moraš v bistvu... Ker tudi splošna javnost tega ne bi znala pravilno interpretirati. Tako. Te preverijo, moraš dokazati, da imaš licenco na tem področju, moraš poslati vso dokumentacijo, zato da si lahko sprejet v ta krog. Seveda, logično. No in skratka, potem pa bi rekel tisti, ki smo malo bolj vezani v to, da skušamo tudi kaj razviti in kaj novega spraviti v udejanjanje. Se je pa treba to lotiti potem kot enega projekta. Zato, da spraviš neko novo metodo v življenje, za to porabiš kar veliko energije.
In od tega, da moraš jasno vso teorijo naštudirati, da moraš ponavadi nekam iti, da vidiš, ne, kako se to izvaja, da moraš tudi sam biti v bistvu dosti ročno spriter, kirurško suveren, da nekako dojameš, razumeš, da boš ti to lahko sam speljal, ne, do tega, da za, bi rekel, te večje posege moraš imeti nek dober network, ne, neko mrežo ljudi, s katerimi lahko sodeluješ, ne, ker Najbrž greste potem tudi skupaj z vašimi kolegi, ki to razvijajo, poskusite sami. Tako. In verjetno tudi sami, kdaj koga sprejmete, ki se želi naučiti česa, kar ste morda vi razvijali. Ja, seveda. Koliko ste torej slovenski ortopedi inovativni? Ja, do neke mere smo, ne, kolikor nam to naše razpoložljivosti omogočajo. Ob vsej rutini, kar je delate. Tako. Zdaj, v zadnjem letu smo kar nekaj novosti naredili. Tle predvsem v sodelovanju z enim podjetjem se že v bistvu v Sloveniji približno 10 let razvija ta tako imenovana elektromagnetna navigacija, kar pravzaprav zdaj, ker s pridom izkoriščamo. To podjetje ima enega zelo dobrega inženirja, ki zelo rad prisluhne našim problemom ali pa našim idejam in potem skušamo to spraviti v realnost. In napredujete skupaj. In napredujemo, ja. Tako da zdaj v bistvu v sklopu tega 3D navigiranja smo postali precej bolj kirurško učinkoviti. Kaj vam to v bistvu omogoča? Je to mogoče v sklopu tistega, ker sva prej rekla, da lažje, hitreje, natančneje pridete do žarišča, da je manj stranske škode, manj rezanja, to je to, ne? Absolutno, ja. Zdaj ta navigacija nam v bistvu omogoča, da mi natančno v 3D prostoru na enem ekranu, ne, tako skoraj malke, če bi računalniško igrico igrali, točno vidimo, kje v telesu se nahajamo. Ne? In zdaj, če smo prej mogli, preparirati žile, jih umikati stran. Zdaj greste mimo. Če smo se bali, kje imamo kost, ne? Dokam kost sega, ne? To zdaj vse vidimo na ekranu in zaradi tega smo hitrejši, učinkovitejši, manjšo izgubo krvi imamo, manj invazivni smo za pacienta, hitrejši, bolj zanesljivo potekajo operacije. Recimo, ne, za primer, če operiramo kostni tumor, ne, in zdaj problem je v tem, da nekateri kostni tumori v bistvu izgledajo enako kot malo trša kost, ne, in včasih pravzaprav sploh nismo vedeli, dokam ta tumor sega, ali smo si pa pomagali z nekimi približki, ki so nam približno povedali, ok, zdaj si pa cel tumor odstranil ali pa ga nisi. Največjo verjetnostjo je to tako, zdaj to, ja. Zdaj v bistvu mi naredimo 3 različne diagnostične preiskave, slikovne, ta inženir naš v bistvu skomplementira za to navigacijo. Mi, ko pridemo operacijsko, postavimo to navigacijo in mi točno vemo, kdaj smo cel tumor odstranili. In moram reči, da recimo odkar to metodo uporabljamo. To je nekaj let? To je, mislim, da smo 2-3 leta. S tem, da kontinuirano se izboljšuje, kolikor vas razumem. Recimo nismo imeli nobene reoperacije te vrste tumorja. In o tem ste zagotovo že poročali na kakšnem kongresu. To smo tudi zdaj tik pred tem, da bomo znanstveni prispevek objavili, znanstveni članek v eni mednarodno priznani reviji. Tako da to je kar pomembna stvar. Ne. Zdaj, jasno, v svetu obstaja več tipov teh metod. Ne. Mi smo zdaj tle, ne, imamo to eno na voljo, ne, sigurno obstajajo tudi druge, ampak ta naša je nekako edinstvena, no, z tega vidika, kako stvar poteka. Tako da imamo pol tudi v bistvu možnost kar nekaj tega objaviti. Ne. Pa vrniva se še malo k bolnikom. Ne. Če pogledamo naslov tega najnega pogovora, kronična bolezen potrebuje več kot zgolj operacijo. Vi naredite svoje. Ne. Vaš prispevek je zagotovo tle znaten, ampak to je zgolj začetek enega procesa. Absolutno. Začetek procesa je že prej. To, da se ljudi pripravi na operacijo, ne. To, da se z njimi dobro pogovori. Zdaj, zaupanje, da se razvoj zaupanja. Zaupanje je sigurno ena pomembna stvar, ampak za kirurga, ne, je zelo pomembno, da zna pacientu predstaviti, kakšna so realna pričakovanja od te operacije. In zdaj operacije, bi rekel, na hrbtenici, ki je obrabljena, ne,
praktično nikoli ne izničijo bolečine. In mi moramo pacientu predstaviti ta dejstva v smislu tega, ok, če mi vam naredimo tako operacijo, pričakujemo, da se bo z vami zgodilo tole pa tole. Oziroma, zelo pogosto jim rečemo, če vi damo vaše težave na lestvico od 0 do 10, vi imate zdaj recimo težav za 8 ali pa za 9, mi pričakujemo, da smo kar boljši po operaciji med 2 pa 3. Jasno, zdaj, če so to neke, bi rekel, velike rekonstrukcije, deformacij, potem pa gremo recimo iz 9 na 5. Ampak pacient mora to vedeti, ker če ne, potem... Nule ni, čarobne palce ni. Čarobne palce je pri majhnih posegih. Če imate vi recimo... od 2 na 0, ne, pa tudi. Vi imate recimo hernijo diska, vam pritiska na živc, vas tako boli, da tudi vstati ne morete iz postle, jaz vas operiram, ko se zbudite z anestezije, ste brez bolečin. In 90% ljudi pol leta po operaciji ne ve več, da so bili operirani in živijo normalno življenje. Ampak pač to so, bi rekel, te manjši posegi, ki pa jasno opredeljeni, bomo rekli, locirani. Absolutno, seveda, tako da, se pravi, en velik del je to, da mi že pred operacijo naštimamo pričakovanja. Ta drugi velik del je ta, da če se pacient pripravljen pred operacijo na operacijo dobro pripraviti, in da je v bistvu pripravljen ali pa zmožen dobro obvladovati to svojo funkcionalno bolečino, ki je s kirurgijo ne moremo pozdraviti. To pomeni, da se pacient mišično pripravi, vadi, dela na tem, dela s fizioterapeutom, s kineziologom, potem je jasno za pričakovati, da bo okrevanje veliko hitrejše in tudi boljše. Pa če pride k vam recimo z 8, pa če se sam pripravi, mogoče na mizi že na 6,5? Točno to, potem je pa po operaciji tudi zelo pomembno, kaj se z njimi dogaja. Zdaj, ena stvar je ta, da jih moramo zelo opozoriti na možnosti komplikacij. Zdaj, za kirurga tehnično operacij načeloma skoraj zelo redko v bistvu vidimo nekaj, kar bi rekel, tega nas je pa res zelo strah. Tehnično mi naredimo plan, imamo plan, vemo, kam gremo. Zgodi se pa lahko cel kup nekih stvari, na kjer ne moremo vplivati. In treba je pacientom zelo dobro razložiti, da ko gremo v neke velike operacije, obstajajo tudi možnosti komplikacij. Vedno je, seveda. In zdaj, ljudje so nekako mentalno tako naravnani, da dokler se jim komplikacije ne zgodijo, do takrat o njih nočejo razmišljati. Meni se to ne more zgoditi. Tako, ko se pa enkrat zgodijo, pa je pa zelo veliko slabe volje. Zakaj jaz? Tako. In zdaj, pol je pa ponavadi kirurg kriv za to, da se je to zgodilo, kljub temu, da smo mi pač vse naredili po svojem planu. Zdaj, to je nekaj, se pravi, temu se v angleščini rečejo expectation management, se pravi obvladovanje pričakovanj. To je en zelo pomemben del tle. Potem bi morda mogoče tudi psihologi morali se kaj... Zdaj imamo to srečo, zdaj moram reči, da imamo to srečo, da smo lansko leto dobili tudi eno klinično psihologinjo v našo prakso. In ona se v bistvu zdaj zelo posveča temu. Obvladovanju pričakovanj. Tako, zaenkrat predvsem po operacijah. Ampak plan je tudi, da v bistvu zdaj, ko se bo to razvijalo, ko bomo razvili nek model, nek sistem tega, skratka, da se ta cela priprava, bi rekel, ta mentalna priprava, na v bistvu sam prihod do posega, poseg in potem okrevanje, da se to, bi rekel, tako na nek način z vizualizacijo, tako kot športniki delajo, da bi pacienti zelo vnaprej vedeli, kaj se bo zgodilo. Zdaj jasno, če si, 8, 10, 12 ur na dan operacijski, se s tem težko ukvarjaš, ampak hvala Bogu imamo strokovnjake, ki pa temu posvečajo svojo pozornost in jaz mislim, da je to zelo dobrodošlo. Pol so pa ta okrevanja. Okrevanja so včasih zelo težka. Mi recimo dobimo lahko sredi noči pacienta,
ki pride in je paraplegičen, tetraplegičen, ima nek velik problem, ne, in mi ta problem recimo znamo rešiti, ne, ampak nekdo, ki pride paraplegičen, se načeloma relativno slabo in počasi ta paraplegija popravlja, ne, in zdaj, če to nastane recimo iz danes na jutri, kar se ne zgodi tako redko, potem mora človek v bistvu, ne, se pravi, te psihologi naši, te ljudi naučijo živeti s tem, ne, in naučijo jih treba jih je naučiti nekega pozitivnega odnosa, ne, se pravi, to, da ko oni grejo v proces rehabilitacije, ne, ko je zdaj ta naš prvi kirurški del končan, ne, oni imajo zdaj prosto hrbtenjačo, spet je kri teče po hrbtenjači, imajo, ne, možnost, da se popravi, ne, da v bistvu dan po dan jemljajo z nekim pozitivnim odnosom in to je res, ne, jaz recimo neko postavljanje mejnikov, spodbujanje, seveda, nagrajevanje napredka. To. In jaz se dostikrat pogovarjam recimo s kolegi iz Soče, ne, ki običajno te paciente prevzamejo, ne, in oni razlagajo, kako zelo pomembno je, ali je pacient pozitivno naravnan ali ni, ne, in pozitivno naravnani pacienti se boljš popravljajo. Seveda. In to je v bistvu stvar neke mentalne priprave in zdaj jasno mi bi si želeli, da vse skušamo spraviti tja, ne, v tisto smer. Tako da zdaj to sodelovanje s psihologi je tle zelo pomembno. Ne. Povedali ste pri sprejemanju novih metod zelo pomembno, da se zdravniki pogovarjate med sabo, izmenjava mnenj, izkušenj. Ali verjamete v to, da recimo bolniki, tudi če se med sabo pogovarjajo, lahko dajo neprecenljive informacije, recimo tisti, ki so že nekaj dali čez, pa lahko svojim dokaj podobnim primerom nekomu, ki je šele na začetku te poti, nekaj pomaga, svetuje. Kakšne izkušnje imate s tem? Ja. Jaz mislim, da to absolutno drži. Ne? Jaz imam recimo pred časom sem operiral eno pacientko, ki je res trpela za kronično bolečino. Bila je že enkrat operirana, potem je pa leta trpela za kronično bolečino, ki smo jo skušali meriti na razne načine. Od konzervativnih zdravljenj do blokad in tako naprej. In v neki fazi je rekla, da ne gre več. Ne? In sva se odločila operirati. Ne? S tem, da ta operacija, ne, te druge operacije so potem vedno bolj rizične. In skratka, ne, najprej smo mogli se pravi urediti ta pričakovanja, ne. Potem pa ne, to, kar je ona meni rekla, ne, je bilo to, ok, super, vi ste operacijo naredili, operacija je super poteka, po operaciji sem se dobro počutila, pa sem pa šla domov. Ampak kaj pa zdaj? Ne? In tam ima veliko pacientov občutek, da ostanejo sami. Ne? In iz tega se je pravzaprav na njeno pobudo, ne, zdaj razvila ena skupnost, ne, spletna skupnost, ki se imenuje Spinalia, skupnost s hrbtenico. In smo jo v bistvu razvili skupaj, ne, različni strokovnjaki v sodelovanju s to mojo pacientko, kjer skušamo pa zdaj ljudem ponuditi ravno to. Ne, glas nekoga, ki jih sliši, bi rekel, kot neka skupina za samo pomoč. Ne? Torej, zdaj nekdo ima probleme, ali pa je bil operiran, ali pa tako, in zdaj pride domov in ima občutek, da je sam. Ne? In v to skupnost, ne, bi mi želeli pravzaprav privabiti tiste, ki ali ne imajo neke kronične težave, ne, ali pa so to dali že skozi. Ne. In tiste, ki odpravljate to. Absolutno. In da bi tle v bistvu imeli neko navezavo tega, da človek, ko pride domov, ko pride z ambulante, ko pride iz kirurškega posega, da ni sam. In v tej skupnosti v bistvu želimo na eni strani dati pacientom možnost, da oni pravzaprav, bi rekel, te vsakdanje stvari, ki jih mi kirurgi niti ne vidimo. Niste vi na mizi, tako, oni so bili. Ja. Da to predebatirajo med sabo in da imajo tle pravzaprav nek, bi rekel, tudi svoj moment tega zdravljenja, ne? Pa na drugi strani, da pa mi, ki smo pa strokovnjaki, da jim pa dajemo tudi tam neke uporabne informacije. Da je okno za odgovore. Tako, ne, želimo si pa v tej skupnosti, bi rekel, predvsem tega, da bi pobuda za to, kakšne informacije pacienti želijo, prišla strani pacientov. Torej, ne želimo si mi zdaj nekega ex-katedra predavanja kirurga, ki bo rekel, meni se to pa to zdi pomembno in
dajmo mi ljudem to povedati, ker mogoče ljudi to sploh ne zanima. Ne? Zdaj, na kak način jaz zavrtam okos, da bo tam vijak, tam, ki mora biti, to verjetno nekoga, ki se gre ali pa redke to zanima. Ne? Zanimajo jih pa druge stvari. Ne? In zdaj na te stvari bi mi tam želeli odgovoriti in predstavljamo si, da bo v tej spletni platformi, ne, skratka, z vidika pobud pacientov, ne, nastala potem neka, bi rekel, zbirka teh, dajmo temu reči, pogostih vprašanj, ne, na katere bodo že prisotni odgovori. Ne. In nekdo, ki bo prišel domov in se bo počutil sam in ne bo imel neke podpore, bo lahko šel v to spletno skupnost in bo tam dobil to podporo. Ne. Tako da bi rekel... In to teče, to se razvija. To se razvija, to smo v bistvu lansko leto smo, bi rekel, postavili ta tehnični del, ne, in zdaj smo nekako na tem, da stvar, bi rekel, zgleda lepo, dostopno. Zdaj smo pa na tem, da v bistvu vabimo ljudi, paciente, da se temu pridružijo. Ne. Tako da nekako upamo, da bo odziv dober, ker zdaj jasno taka skupnost lahko dobro funkcionira, samo če imamo tam neko kritično število ljudi, ki so si pripravljeni med seboj pomagati. Ne. Zdaj jasno, ker so to za marsikoga, bi rekel, zelo osebne izkušnje, ne, smo stvar zapeljali ali pa zastavili tako, da tam, kjer se bodo neke res osebne izkušnje delile, tisti del te platforme bo zaprt, ne, in se bo treba registrirati. Ker jasno ne želimo ljudem izpostavljati temu, da bo zdaj kar kdorkoli pač šel njihove zgodbe brati, če jim to ne odgovarja. Ne. Tisti del, ki bo pa, bi rekel, bolj splošen, ne, bolj strokoven, ne, bomo pa odprli za vse in mogoče bo tudi to, bi rekel, ne, če bodo tam res odgovorjena vprašanja, ki predvsem paciente zanimajo, nekako upamo, da bo to postal pa tudi nek, bi rekel, kot nek vlek temu, da se bodo pa pol ljudje tudi prijavili v tisto, bi rekel, bolj zasebno enoto, ne, ki pa je a priori mišljena kot, bi rekel, neka spletna podporna skupnost. Ne, tako. Ja. No in tle nam tudi recimo zelo pomaga ta naša klinična psihologinja, ki se je z veseljem vključila v to. Ne. Zanimivo pravzaprav je bilo videti, ne, njeno reakcijo, ki ona je preden je prišla k nam v službo, ne, je delala predvsem, bi rekel, s to težko psihiatrično populacijo, ne, kako je v bistvu naredila to spremembo, ne, da to so zdaj pa čist neka druga populacija ljudi. Ne? Druge potrebe, druge pričakovanja. In se je treba tle pol prilagoditi, ne? Čist, bi rekel, drug način razmišljanja, ne? Tako, kaj je za njih pomembno, ne? Kjere so njihove vrednote, ne? Na čem je treba bazirati, ne? Kako njih učiti neke spodbude, ne? Zastavljanje nekih ciljev. Ne? Zelo različno, no? Bilo, ne? Neka velika sprememba za njo, ampak moram reči, da jaz mislim, da zaenkrat se kar dobro znajde. Ne? Ja, tako da upamo, da bomo s tem, bi rekel, lahko še marsikomu pomagali, ki pa, ja, jasno, pač do tega ne pride ali pa ne more in bo morda na ta način pač lažje prišel do neke podpore, nekih informacij. Ne? Zdaj, tisto, kar se meni osebno zdi zelo dobro, ne, pri tej platformi je to, da pravzaprav je to neka povsem neprofitna zgodba. Vsi, ki smo v tej zgodbi, delamo zastonj, noben od tega nič ne zasluži in je res to, bi rekel, nek naš doprinos, ki ga želimo narediti tej skupnosti, ki pa, kot smo slišali, ni tako zelo majhna. Ja. Pa povedam, morda je neko tako prepričanje, da težave s hrbtenico so povezane s starostjo, ampak verjetno imate tudi mlade paciente. Ja, ne, se tako, kot sem rekel, mladih je veliko. Ne? Zdaj te akutne težave, recimo hernije, so predvsem bolezen mladih. Ne? To tam nekje najpogosteje med 20 in 40 letom, kjer pa se tudi večino teh kroničnih težav začne razvijati. Tako da stari jasno imajo več težav, ker tudi mišično slabijo, pride do sarkopenije, do sagitalnega neravnovesja. Skratka,
pri starejši populaciji težav več, ampak kronične težave se začnejo pojavljati predvsem v tej populaciji najbolj aktivnih ljudi, tam po 20. letu, ne pa nekje do 50. Pol se pa v bistvu nadaljujejo v starost, kjer pa ne v starosti, potem se še poslabšajo, ravno zaradi tega, ker je v bistvu zdaj ta mišična stabilnost telesa potem poslabšana. Ne. In za zaključek, nekaj ste že povedali, sicer ste rekli, da bi raje videli, da je dialog, kot ex katedra, pa malo smo že povedali, razgibavanje. Pa to, kaj bi tako mogoče kot neke vrste sporočilo za zaključek tega najinega pogovora svetovali, predlagali, da bo čim manj ljudi na vašem oddelku? Ja. V prvi vrsti to, da naj se ljudje skušajo v svoj dnevni ritem vkomponirati, bi rekel, en odsek dneva za to, da bodo aktivni. Zdaj, kakšno aktivnost izvajajo, kaj jim paše, kako jim paše, v štartu niti ni tako zelo pomembno. Vsaka drobtina je že boljša. Vsaka drobtina nekaj šteje in tudi, če temu rečemo 15 minut na dan, naj bo 15 minut vsak dan namenjenih neki telovadbi, razgibavanju, aktivnosti in to je definitivno prvi korak. Kaj pa drugi, tretji? Ja, pol so pa bolj specifične vadbe, ne? Pol pa, strokovna pomoč, ne, fiziatri. Ja, zelo, zdaj z vidika hrbtenice to, kar priporočamo, je hoja, plavanje, tudi druge aerobne aktivnosti, potem pa ta ekscentrična vadba, in na dolgi rok pravzaprav se pravi neko stopnjevanje, ne? Se pravi, začnete, bi rekel, z nekimi lažjimi, blažjimi vajami in potem to gradite naprej. Dokler je prijetno, dokler tako, da postanete res fit. Ne? Ampak brez napora, tako kot je rekel kolega fizioterapeut, ki tudi sodeluje v tej skupnosti, o kateri so govorila, brez Švica ni nič. Dobro, v upanju, da bo čim manj hrbtenic bolečih, zaključujeva tale pogovor o boleznih, o težavah hrbtenice. Z nami je bil dr. Miha Vodičar, specialist za kirurgijo hrbtenice, z vami sem pa bil Srđan Cvitovič.